Danes sem bil gost v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron in lahko rečem, da boste slišali veliko zanimivih uvidov, namreč veliko ljudi poznam, ki se s prijaznostjo ne samo ukvarjajo, ampak jo živijo in mislim, da sem podal ogromno zanimivih informacij, tako da spremljajte oddajo, ker prijaznosti ni nikoli preveč. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron. Danes je z mano sogovornik, ki skozi pogovore odpira prostor ljudem, ki so si, kljub temu, da ni bilo enostavno, upali narediti premik. Njegov fokus ni popolnost, ampak rezultati. Ne teorija, ampak to, kar v resnici deluje. In s svojim podcastom Zgodbe zmagovalcev vztrajno odpira vprašanja, kaj loči tiste, ki čakajo, od tistih, ki naredijo korak naprej. Danes ne bova govorila samo o uspehu, pač pa o marsičem, kar v resnici stoji za njim. Rok Slama, dobrodošel. Res mi je čas, da si se odzval po vabilu in naj začnem kar z vprašanjem. Kdo je Rok Slama, ko ugasnejo luči snemanja podcastov, ko nisi na odru, ko ne predavaš? Najrajši se definiram kot oče pa mož. To mi je nekako dve od najljubših vlog, ki jih imam. In nisem mislil, da mi bo toliko pomembno, ker sem dejansko, ko sem začel v poslu pred 16 leti, sem vedno govoril, no, jaz pa želim takšno življenje, da delam veliko časa, ker mi je delo všeč, bom pa nekaj časa z otroci. No, odkar imam otroke, je pa v bistvu ves čas iščem načine, kako pa danes bi pa ne delal, pa dajmo jih vzeti z vrtca pa iti nekam. Ne? Tako da to je definitivno moja ena z ljubših vlog. Pore pa vse skupaj še prijatelj, sogovornik. Domišljam si, da bi rad bil športnik, nisem še tam, ampak se trudim vse enkrat na teden, kakšen nogomet, pa vsake toliko kakšen golf. No, to je v redu, veš, vztrajnost, doslednost, malo po malo pa se bo kaj zgodila, ne? No, ampak vseeno bi povedala še to, se pravi, ti drugače imaš podcaste, kjer gostiš ljudi, ki so jim uspeli veliki preboji, a ne, se pravi, to med drugim tudi predavaš o sami prodaji, a ne, to bo nekako tista rdeča nit, ki bova pelala skozi celo zgodbo in seveda, kaj ima prijaznost z vsem tem. Tako da, najprej te vprašam, kaj je bila tista prelomnica v življenju, ki je pravzaprav ti spremenila pogled na življenje, zato ker vsakmu se nekaj takega zgodi, da začne živeti življenje majčkeno bolj tako z nekim smislom. Kaj je bilo to pri tebi? Dejansko ta prelomnica, kjer sem našel smisel življenja, se je res zgodila z vstopom v posel. Čeprav so bili v preteklosti od poškodb, ki so me recimo odvrnili od športne kariere ali pa depresije in podobne stvari, rak recimo, kar sem ga imel v življenju, bi posebno rekel, da pred 16 leti, ko je prišla ena poslovna priložnost do mene, je bil takrat en kolega, ki kasneje je postal prijatelj in sva delali veliko skupaj, me je navdušila ta njegova energija, ta njegova vizija za neko boljše življenje, aktivnejše življenje. In to je bilo prvič, ko sem jaz sploh v življenju si postavil cilje. Do takrat sem živel po teh nekih standardnih načelih, študiraš, najdeš službo, se nekje na neki točki poročiš, imaš otroke in to je to. Tudi to življenje je definitivno zanimivo, ampak enostavno, ko sem pogruntil, da zdaj si pa lahko dam jaz nek cilj, ki je neodvisen od službe, od ostalih stvari, takrat se je meni življenje čisto spremenilo. In takrat sem šel na to pot odkrivanja samega sebe, svojih vrednot, učenje, komunikacije, poslušanja, prodaje in vseh teh stvari. Tako da jaz bi rekel, da je bila ta prelomnica. Torej, ni bila neka negativna, bila je dejansko pozitivna, ki pa me je dejansko rešila potencialne negativne prihodnosti, kjer bi se danes sekiral vsak dan, kaj bo jutri, kaj se bo zgodilo na svetu, kako se bodo moji prijatelji okoli mene obnašali, pogovarjali in tako dalje. No, to so drugače kar globoke teme, ne? Med drugim, če sem te prav razumela, si rekel, ja, te depresije, pa rak, pa vse te stvari, to si omenil tako, kot da je šlo to vse med potjo, običajno nas nekako oblikujejo, ne? Težke izkušnje, običajno se v težkih izkušnjah zavemo, bom rekla, resnosti ali pa iz druge perspektive pogledamo življenje, ne? Ti pa mi rečeš, ja, ko je prišla poslovna priložnost, sem si prvič postavil cilj, a ne? To se pravi, gre spet za neko zavestno življenje, bi rekla, ne? To se pravi in cilj in ta pozitivna naravnanost je tisto, kar je tebi spremenil nekako. Tako nekako.
Mislim, če pogledam realno, preden mi je prišla ta poslovna priložnost, sem bil na neki točki vseeno neke blage depresije oziroma brez smisla. Ni bilo jasne vizije, cilja in ni bilo niti motivacije, karkoli se potruditi v življenju. Iskal sem se, večino časa nisem vedel, fakulteto sem izbral zato, ker mi je delovala enostavna. Ne zato, ker bi si želel to. Sicer na koncu sem bil res vesel z izbiro, mi je dala ogromno tudi za podjetništvo, ampak tega nisem pričakoval. To je bilo čisto po naključju. Tako da ja, težke situacije, pa zakaj jih rečem kar tako, nisem edini, ki jih imam. In spoštujem vsakega, ki gre skozi vsako težko preizkušnjo. Zato ne želim poveličevati svojih kot ne vem kaj. Je pa tudi hkrati res, da ja, mogoče danes, ko gledam za nazaj, se mi zdijo lekcije. Gledam na njih kot lekcije in ne kot nekaj slabega zares. No, jaz imam občutek, da bi jaz s tabo mogla podcast posneti, ne pa urne oddaje, zato ker zdaj si povedal dve, meni se zdi ekstremno pomembni stvari. Prvo je življenje brez smisla. Jaz, ki nekako veliko delam z ljudmi, imam velikokrat občutek, da ljudje rečejo, da so depresivni, pa da imajo neko depresijo, pa ne vem kaj. V resnici gre pa za to, da v svojem življenju ne najdejo smisla. In v bistvu, glede na to, da pač vem, da si tukaj specialist, ne, si te upam vprašati brez, da si naprej na to pripravljen, kako v življenju najti smisel? Ali pa kako ga najti, okay, ali pa vsaj kako pristopiti k temu, da sploh začneš iskati smisel, ali pa da se sploh zaveš, da smisla nimaš. Zelo široko vprašanje. Ja, se strinjam, podcast bi bil primeren. Zdaj, nimam žal skrite formule, ki bi delovala na vse, ampak kar je meni delovalo, predvsem prva stvar je bila ta, da sem si želel najti smisel. Torej, tudi odkar sem v podjetništvu, sem se že nekajkrat iskal na novo. Jaz sem začel v direktni prodaji, potem sem šel v marketing, sem šel v druge vode, foto, video produkcija, organizacijo dogodkov. Ampak vmes med temi segmenti pa vsakeč nisem vedel, kaj bo moj naslednji korak, nisem vedel, kaj si točno želim, kaj me nekako pritegne. Tako da prva stvar je to, da sem se spraševal ves čas in si dovolil iskati nov smisel. Druga stvar pa je bila to, da ko sem začutil, da mogoče pa nekaj bi bilo, sem se odločil probati. Sem naredil prvi korak. Pa sem začel, ne vem, fotografirati za podjetje njihove pač trgovce, ker so bil to trgovski center. Sem fotografiral trgovce, ugotovil, to mi zdaj paše, mi je všeč, uživam v tem. In sem nekaj let to počel. Na neki točki sem pogotovil, da spet neka bolečina je, me to ne veseli, se pravi, z muko grem to narediti, ne več z užitkom kot na začetku. Nisem več na neki svoji pravi poti. Kaj zdaj? Kaj narediti, da to zapustim na zdrav način, se pravi, zdravim odnosom s tem delodajalcem oziroma z naročnikom in kako prejti na neko novo. In spet sem počasi pustil, nekaj časa se iskal, probal pa razne stvari, bom našel novo stvar, recimo, ne? In vidim pa na koncu dneva, da se po zdaj 16 letih vse te izkušnje povežejo v trenutnih stvareh, ki jih počnem. Fotoprodukcija, videoprodukcija, prodaja, vse to mi pomaga pri podcastu, pri učenju prodaje, pri organizaciji dogodka, ki ga delamo. Skratka, vse se je zdaj nekako povezalo in verjamem, da čez 30 let se bo to na drugačen način povezalo. Da mi povej, kako pa je ta smisel se preokviril oziroma spremenil, ko si postal oče, glede na to, da je bila tvoja prva stvar, ki si omenil, kdo si, je bila oče, ne? Kako otroci spremenijo, kako so otroci spremenili to tvojo percepcijo smisla? Definitivno. Spremenil sem velikost cilja, ne na način, da bi zdaj rekel, ok, ne želim se več, ne vem, biti poslovno uspešen oziroma finančno uspešen, ampak mi je manj pomembno, koliko imam na računu, kot to, koliko uživam v tem, kar počnem, koliko se počutim izpopolnjenega potem, ko pridem iz tega delovnika domov, ker vidim, če sem naredil nekaj dobrega v tistem dnevu, nema veze, ali je to finančna nagrada na koncu prišla, ali je neko zadovoljstvo stranke, ali pa enostavno občutek, da danes sem dal vse od sebe, sem potem z otrokom dosti bolj sproščen. Sem prisoten v trenutku, uživam z njim, se uspem igrati. Včeraj je bil takšen dan, res. Včeraj sem se 4 ure igral z obema otrokoma. Najprej z enim, pol z drugim, ker je ta drugi bil vmes nekje drugje, ker sem imel občutek popolnega dneva pred tem. In zato potem ves čas razmišljam ne samo, kaj hočem doseči, ampak kako uživati na tej poti, da sem jaz sproščen.
In predvsem bi rekel, da se je tukaj pri meni to z očetovstvom spremenilo. Se počim, nisem perfekten, žal dosti krat pridem še vedno domov z glavo pri delu, ker nisem dal vse od sebe, ali pa nisem zmogel dati vse od sebe. Hkrati pa, da sem v delu, pa razmišljam, kako bi bil pa danes malo rad z otroci. No. No, jaz moram reči, da glede na to, da imam 2 odrasli dekleti, pa že kar dosti velikega vnuka, velikokrat razmišljam, ker me dostikrat ljudje vprašajo in potem razmišljam, kaj se je pri meni na to temo spremenilo in se mi zdi, da ko sem jaz postala mama oziroma ko sem izvedela, da bom mamica, od tistega trenutka naprej sem jaz razmišljala samo o tem, da moram otrokom dati občutek, da so ljubljeni in varni, in da jih moram pripraviti na življenje. In v bistvu, če hočeš ti otroke pripraviti na življenje, moraš znati samega sebe postaviti in se pripravljati. Tako da zato sem te mogla izvati, zato so zdaj malo zavila s poti. Tako da kratka pauzica in sva z vami čez 1 minutko. Pa sva nazaj. Rok, ti poslušaš v bistvu v svojem podcastu res veliko zmagovalcev, glede na to, da imaš podcast Zgodbe zmagovalcev. Kaj je tisto, kar te ljudi nekako loči od drugih? Zanimivo vprašanje, ker se dejansko skozi vsak pogovor sprašuje, iščem te nekako sporednice. Mogoče ni zdaj zgolj ena, ampak kar pa vidim, da prevladuje, je predvsem ta, da na izzive gledajo kot izzive, ne kot probleme. Se pravi, prva stvar je to, da z nekim pozitivnim prepričanjem grejo v reševanje težav, kar ne pomeni, da so ves čas dobre volje, ne pomeni, da se nikoli ne zjočijo, ne sesujejo, absolutno. Vsak od nas se sesuje, mu je težko, ko pride nekaj nepredvidenega v življenje, se nam zgodi bolezen, izguba bližnjega, nekaj, to ne moramo preprečiti. In zmagovalci začutijo bolečino, padejo dol. Ne obupajo pa tam. Dejansko po nekem času, po nekem prebolevanju začnejo iskati pomoč. In to je druga stvar, kar vidim. Poiščejo pomoč. Poiščejo mentorja, terapeuta, coacha, trenerja, nekoga, pa prijatelja, ki jim pomaga počasi predelati te stvari in jih, bom rekel, najprej za rokico pelje naprej, pa še malo porine od zadaj za hrbet, da lahko sami poletijo. Ker dejansko noben zmagovalec, ki ga poznam, ni uspel čisto sam. Vsak bo rekel, da mu je pomagala družina, nek terapeut, nek psiholog, nek prijatelj. Tako da jaz bi rekel, da te 2 stvari, ta želja po iskanju rešitve in hkrati prositi pomoč nekoga, ki je trenutno boljši, kot smo mi. Naj se to velikokrat vprašam, pa se tudi velikokrat vprašam, a se nam res mora v življenju zgoditi nekaj slabega, da se začnemo zavedati svoje moči, pa da se začnemo zavedati nekako svoje veličine in majhnosti hkrati. Tako da to so tudi meni tako vedno vprašanja, ki se vprašam, a ti poiščeš pomoč, dokler ti ni res težko, kako to prepoznati, kaj v bistvu ti vidiš, kaj bi ti rekel na to iz svojih zgodb? Ja, to v bistvu zelo dobro vprašanje, ker spet ni enostaven odgovor. In čeprav želim dokazati, da ne rabimo vedno pasti za to, da ostanemo, vseeno težko to uspem dokazati, ker nekako vidim, da smo ljudje naravnani na to, da dokler nekaj ne izgubimo ali pa se nam nekaj ne zgodi, ne znamo ceniti zares to, kar imamo. Tudi če govorimo o hvaležnosti, o vajah hvaležnosti, o vseh teh pozitivnih stvareh in beremo knjige in tako dalje, dojamemo zgolj tisto, kar smo mi doživeli ta trenutek. Nekaj, kar nismo doživeli, ne moremo razumeti občutka tega. Kar pomeni, da ne morem premagati nečesa, dokler ne občutim problema tega, dokler ne občutim tega izziva. In kar hoče povedati je to, da žal res dostikrat mora priti do neke izgube, do neke težke situacije, zato da potem začnemo razmišljati o teh stvareh, da jih začutimo, zavestimo, najdemo kreativne načine, kako iti čez njih in na koncu pridemo do zmage. Želim pa si, da ne bi bilo to potrebno, ampak poznamo mogoče tudi zgodbo Bude. Ne poznam detajle, ampak vem, da je nekako živel v življenju, kjer je imel vse v izobilju. In kljub temu je padel v depresijo in je razmišljal o končanju življenja. Torej, imel je vse, pa je vseeno bil to. Nisi želel nič več, dokler ni vse dal za sabo proč, praktično vse izgubil in je začel iskati smisel. In takrat je postal šele srečen. Pa smo spet pri smislu. Ja. In pri tem, da življenje ni ravna črta.
Zdaj bom nekako izkoristila ta tvoj odgovor večkrat za vodo na svoj mlin, ker jaz hočem pa vedno ljudem povedati, naj se ne bojijo past. Da je boljš, da padaš in itak se z leti naučiš, če gre zavestno v to, se naučiš past in se potem hitro pobereš, ampak je boljš v bistvu tvegati pa past, kakor pa samo nekako biti, ne. In še nekaj, kar je mogoče pomembno, da ljudje slišijo, ne, je to, da ko se ti dogajajo res hude stvari, in meni so se, zato si to upam reči, ko si v tisti situaciji, ne razmišljaš, koliko ti je hudo, ampak samo iščeš izhode in te ne boli, ampak samo iščeš, kako boš situacijo rešil. In v bistvu se mi zdi, da se ljudje ful preveč bojijo nekih stvari, ki pridejo in zaradi tega kar ostanejo v nekem vakuumu in so potem, ne vem, brez smisla in ne vem kaj. Ok. Hvala za mojo minuto v tvojem intervjuju. Veš, kaj mi še povej, katera zgodba se te je do zdaj, ki si jo imel, najbolj dotaknila, ali pa mogoče niti ne zgodba, mogoče nek nauk, nekaj, kar si zaznal ali pa ujel iz neke zgodbe in je to bistveno vplivalo na tvoje življenje, na tvoje razmišljanje, na tvoj pogled. Ok, toliko je zdaj zgodb, da zdaj bom rabo verjetno še kakšno sekundo, da najdem tisto eno stvar. Definitivno, mislim, zgodba, ki se me je... lahko večno nisi, Zgodba, ki se me je sigurno presenetljivo, oziroma ki me je presenetila, šokirala prvič, ko sem jo snemal, je bila z Damjanom Ježekovičem. Pa sem poznal njegovo zgodbo vnaprej, ker sva se dobila, ker je z vsakim gostom se dobim zato, da vsaj razumemo osnove, pa da se poveževa, da se začutiva, da imava to zaupanje. Ampak ko je on to povedal na kameri, to je bilo čutiti težo zgodbe. In res, ko bo rekel, kar je on mogel dati čez za to, da je danes zmagovalec, ki pomaga drugim v podobnih situacijah, to ne bi smel noben otrok dati skozi. Na drugi strani pa, če že zdaj gremo na zgodbe, ki se mene potem osebno najbolj dotakne, so pa to vedno zgodbe z otroci. In tukaj sem imel recimo 2 takšne zgodbi, kjer je recimo ena Nuša izgubila partnerja, ko je imela 3 mlade hčerke. In je kar čez noč mogla v bistvu prevzeti vso to vlogo. In jaz sem njo kot mamo čutil in čutil sem otroke, kako pogrešajo neko to vlogo očeta in kako v bistvu odraščajo skozi to skupaj. In ona je napisala knjigo o tem za otroke. Da otroci dobijo perspektivo od nekih drugih otrok, kako so oni dali skozi to izgubo očeta. Na drugi strani je bila pa Petra Paver-Urek, ki je pa razlagal o tej zgodnji smrti otrok, še nerojenih ali pa lih rojenih. Tam so pa oba dva jokala. In kar dobim potem iz tega nazaj je enostavno ta hvaležnost, da imam, kar imam, ker tudi, ne vem, naša zgodba družinska ni enostavna, pač imamo bolezni v družini, zdaj smo pred kratkim celiakijo dobili in je to nekaj, kar nas je pretreslo in smo žalovali nekaj dni zaradi tega, bili jezni, bili žalostni, jokali in se smejali. Ampak hkrati, ko poslušam te zgodbe, mi daje hvaležnost, da ok, je samo to. Lahko bi bilo hujše. Daj mi povej, kaj pa ima z vsemi temi zgodbami, čez katere grejo ljudje, ne? Kaj ima prijaznost tukaj? Kje je prostor v bistvu za prijaznost tukaj vmes? Kakšno vlogo prijaznost odigra? No, to je pa tretja lastnost, ki jo vidim pri vseh teh zmagovalcih, ki jih povabim. In sicer, da čeprav se je njim dostikrat zgodila krivica iz zunanjega sveta, noben od njih ni jezen na to krivico. Nihče od njih nikoli ne reče, zaradi te osebe sem danes takšen in takšen, pa zaradi te osebe je meni težko v življenju. Ne, v bistvu so vsi spustili, ker na neki točki jezen si, ampak so danes z ljubeznijo govorijo o tej izkušnji ali o tej osebi, ki jim je to izkušnjo dala. In dejansko v tem vidim ogromno prijaznosti. Še vedno, kljub temu, da se jim je zgodilo to, iščejo dobro v ljudeh in vidijo dobro v ljudeh in ne rečejo enega besede čez nekoga drugega zares. No, zato, ker to, kar jaz želim s to prijaznostjo ali pa zavestnim razmišljanjem o prijaznosti dati ljudem, je tudi to, da
Ne glede na to, koliko je težka situacija ali pa koliko moraš nekaj nekomu težkega povedati ali pa narediti, ne nazadnje, ne, je zelo velika razlika, če to narediš na nek prijazen način, če imaš prijazen pristop, kakor če svojo moč, ne vem, izkoriščaš, ker eno je moč uporabiti, drugo je moč izkoristiti, ne. In se mi zdi, da je pač prijaznost ena res tistih stvari, ki v takih situacijah, ki si res olajša vse skupaj. Jaz se spomnim, mislim, koliko ti pomeni tam v bolnici, ko pride ena medicinska sestra ali pa tista strežnica, ki pometa, pa se ti zraven nasmehne, ne. In tako, to so tako ene take stvari in se mi zdi, da bi rekla, ja, da postaneš prijazen, zato ker se začne zavedati tudi svoje majhnosti, a ne. Če smem, bi tukaj podelil zgodbo ravno od Damjana Janžekoviča, ker on je imel 12 poskusov samomora. Ja. En od teh poskusov se ni šel s smrtjo zato, ker je bila ena oseba prijazna do njega v pravem trenutku. Ko je hodil po stopnicah v najvišje nadstropje bloka, je po poti pozdravila ena starejša gospa, zelo prijazno. In njemu to ni dalo miru. In zaradi tega je počakal dovolj časa, da so mu potem prijatelji še priskočili na pomoč. Tako da ja, ena beseda, le v pravem času na pravem mestu lahko rešiš. No, tukaj bom še jaz podelila svojo izkušnjo, iz katere mogoče izhaja tudi to, zakaj jaz imam tako potrebo to deliti naprej, ker se spomnim enega trenutka, ko sem sedela, ko se mi res podrl svet tako, pač podreseti svet. In še danes, ko gledam nazaj, se mi zdi, da se mi takrat podrl svet. Ni bil to samo trenutek. In sem sedela na enem pločniku, ker sem se sesedla na pločnik, in sem jo kala dež. In je šel mimo en človek, tudi slučajno ne vem, kdo je bil, potrepljal me je po rami in rekel je, vse bo v redu. To je bilo nazaj let že res ogromno, ampak od takrat naprej jaz zelo redko spustim priložnost, da bi komu rekla, ko vidiš nekoga, ki je žalosten, sam potrepljaj ga ali pa sam poglej ga pa reči, vse bo v redu, ker se da. Zdaj pa čez minutko sva nazaj. Evo, pa sva nazaj, pa nadaljujeva, zdaj greva pa v majčkeno drugačne vode. In sicer greva v nekako podjetništvo, ti podjetnike učiš prodajati med drugim. Kaj je pravzaprav zate prodaja in a se ti zdi, da je lahko človek uspešen prodajalec kljub temu ali prav zato, ker je prijazen? To je pa zdaj me prav pisano na kožo, ker moj stil prodaje je dejansko prijazen. Kaj hočem s tem povedati? Zame prodaja je reševanje problemov. Se pravi, dober prodajalec ne bo iskal načina, da proda svojo rešitev, iskal bo način, da reši problem sogovorniku. In če rešujemo problem, pomeni, da smo pač prijazni, pozitivno naravnani, proaktivni pri tem. In na koncu nas kupec začuti kot prijazne. Hkrati prodajalci, beseda prodajalec, če jo razdelimo na dva dela, dobimo prodajalec, torej profesionalni dajalec. In odkar jaz to vem, to je zdaj že 12 let nazaj, mi je to nekdo povedal, jaz resnično skušam živeti to, da enostavno ves čas dajam. In ko dajamo, se ne moramo biti drugo kot prijazni. Zato jaz res, kadarkoli delam z ekipo, ali pa s podjetnikom direktno, ves čas učim samo to, išči rešitev za tuje probleme. Ker v življenju imamo lahko karkoli želimo, če pomagamo dovolj drugim dobiti to, kar oni želijo. To ni moj citat, to je od Zig Ziglarja, enega največjih govornikov v zgodovini. Bi rekel, moj osebni virtualni mentor, žal ga nisem uspel spoznati v živo, ampak jaz veliko resnice vidim v tem. In tudi zdaj ravno delam z eno ekipo, kjer so ogromno vejo o prodaji. In so imeli rezultate, pol so se pa zaciklili. In vse, kar zdaj delamo, je ravno to, da odklepajo to prijaznost, to človečnost in da enostavno po telefonu, po e-mailu, na sestankih gradijo prijateljski odnos s sogovornikom. In da njihov cilj mora biti samo rešiti en njihov problem. Če pa je zdaj ta problem lih to, kar oni rešujejo, super, bodo pa še zaslužili s tem direktno. Zato jaz res verjamem, da če bi več
ljudi prodajalo prijazno, bi dejansko vsi bili boljši v tem in v podjetništvu, in v prodaji, in v marketingu. In potem se sploh ne bi rabili učiti prodaje. To se jaz tukaj, bom rekla, zelo strinjam s tabo, zato ker ko si ti prepričan v nekaj, kar je dobro in to na prijazen način poveš nekomu, se pravi, in mu to poveš skozi nek odnos, ki si ga s človekom zgradil, ker tukaj prijaznost je zame sodi pod kulturo odnosov, je zadeva dosti bolj preprosta in nobeden ne trpi, ne? In mogoče na kratek rok, a res nimaš toliko dobrih rezultatov, ampak na dolgi rok jih zagotovo imaš in ko potegneš črto, je to, ne. Grem naprej. Maja, imate vi en zelo velik dogodek, ki bo res za vse, ki bomo tam, zelo inspirativen in imate enega prav posebnega gosta. Pa mi zdaj povej ne samo, kdo ta gost je, ampak na kratko, zakaj je tako poseben in kaj lahko na tem dogodku pričakujemo. Super. Mogoče začnem najprej s tem, da med drugimi bo gost tudi Damjan Janžekovič, ki je bil danes večkrat omenjen, pa Darko Đurić, pa še nekaj gostov, ki še niso razkriti, bomo tekom aprila dali ven. Ampak ja, se pravi, mogoče začnem najprej, zakaj to počnem. Meni v življenju je pomagalo ravno to, ko sem se z drugimi pogovarjal in poslušal njihove zgodbe in se iz njihovih zgodb učil. Konec koncev ni nujno, da sem se niti pogovarjal, lahko sem poslušal, kot sem rekel, Zig Ziglarja, Les Browna, Tony Robbinsa in podobne. In sem se skozi njihove zgodbe učil in napajal z neko vero in energijo, da tudi jaz moram. Pol sem pa zadnje leta naredil nekaj tudi tečajev za prodajo skozi javno nastopanje in tam sem slišal ogromno zanimivih zgodb. In ves čas me je nekako motiviralo, kako bi jaz rad dal tem ljudem nek oder. Tako je potem nastal podcast. Ampak podcast je nekaj, kar virtualno na koncu dneva. In ves čas mi je mikro, da želim biti v stiku z ljudmi. In 5 let nazaj spoznam enega posebnega človeka. Na Facebooku sva se spoznala s Seanom Swarnerjem. Lahko rečem tudi, se pohvalim, da na zadnje, ko sem bil v tem studiu, sem bil ravno z njim tukaj, ko je on gostoval. Ja? In kaj je njegova zgodba? To je prva stvar, ki mi je povedal sebi, rekel, jaz sem pri 16-ih drugič imel smrtnega raka, rekli so mi, 2 tedna življenja še imaš pred sabo. Zdaj vemo, ni umrl, glede na to, da se pogovarjam z njim, ampak enostavno njegova vera v to, da je sposoben preživeti nekaj takšnega, je bila tako močna, da mu je ratalo. In zakaj mu ratalo, je pa po eni strani zaradi prijaznosti, ker njegovi starši so bili toliko prijazni do njega, da mu nikoli niso rekli, ti imaš raka, rekli so mu, bolan si. Se pravi, uporabili so prijaznejše besede kot raka. Ker ko nekdo sliši rak, že razmišlja o smrti. On je pa razmišljal, če sem bolan, se bom pozdravil. In ko se je pozdravil, je sicer pri terapiji izgubil desno pljučno krilo, tako da ostal s 50% kapacitete pljuč, ampak je rekel, kaj lahko zdaj s to zgodbo na svoje naredim. In se je odločil, da jo bo ponesel na vrh sveta in na Mont Everest. Tako da on je bil prvi v zgodovini, ki je prebolel raka, še dodatno s 50% kapacitete pljuč, ki je prišel na vrh sveta. In to je bil začetek njegove zgodbe. Do danes je prehodil vsak najvišji vrh na vsakem kontinentu, prismučal na severni pol, južni pol, pretekel Ironmane, maratone in nedolgo nazaj, ravno za 50 let, je pretekel 7 maratonov v 7 dneh na 7 kontinentih. Wow. In on nosi res to prepričanje, da vsak lahko doseže svoj Everest. In ko sem jaz to z njega spoznal na Zoomu prvič, sem rekel, Sean, jaz želim, da ti priješ v Slovenijo. In sva iskala ves čas način, da se to zgodi. In evo, zdaj končno prihaja ta dogodek, večer zmagovalcev, ki bo 6. maja v Smeltu za 450 ljudi. Karte so še na voljo, ne več ogromno. In na tem dogodku želimo ljudem dati nazaj to upanje, ker brez upanja ne moremo živeti. Sean vedno reče, brez hrane lahko živimo 1 mesec približno. Brez vode nekaj dni, brez upanja pa niti minute ne moremo preživeti. In zato, če kdorkoli od teh, ki nas zdaj gleda, potrebuje mogoče upanje, mogoče rabi samo eno motivacijo dodati, mogoče rabi neko vizijo zase, a pa vztrajnost, o tem bomo govorili na tem dogodku. In jaz verjamem, da vsak, ki bo šel ven iz tega dogodka, bo naslednji dan bil sposoben narediti nekaj, kar mogoče do takrat še ni bil sposoben. Super. Mislim, jaz moram reči, da na take dogodke rada hodim zato, ker nekako smo zelo naravnani, da hodimo na neke dogodke, pa na predavanja, pa na stvari, kjer se nekaj učimo in učimo in učimo.
Takšni dogodki so pa meni vedno priložnost, da se srečaš z ljudmi, ki so tam zaradi energije in itak je človek, ki je na odru inspiracija, ampak ljudje, ki jih tam srečajo, so ponovadi, ne bom rekla isto misleči, ampak zelo podobno misleči in so ljudje, ki iščejo dobro v stvareh in ljudeh in ne vem, tukaj spet pridemo do tistega enega mojega cilja, ker bi res rada ljudem skozi to prijaznost pokazala, pa ne pokazala, samo opomnila jih, da je sodelovanje ključ, da je tekmovanje že zdavnaj minilo in tako res verjamem, da ne vem, da se s povezovanjem res lahko zgodijo lepe in dobre stvari, ker je pač vse energija in energija je vse in ne glede na to, kako hočemo to včasih znegirati, pač ne gre, ne. Se strinjam. Pridemo vedno do istega ključa. Kaj torej obljubljamo ljudem, ki bodo prišli po polno transformacijo, drugačno življenje? Ne, nisem takšen, da bom zdaj rekel, ok, zdaj boš pa čist drugi človek, ampak definitivno, kot sem rekel prej, če ti manjka eno teh stvareh, upanje, motivacija, inspiracija, vztrajnost ali pa neka vizija zase, moraš biti na tem dogodku, ker je to tisto. Plus tega, da bomo še dobrodelni in sicer, bom rekel, 10% vseh kart, kar bomo prodali, bomo donirali za eno Evo iz društva William Julian, ki jo osebno poznam, zato ker je v bistvu naša družinska prijateljica in težka zgodba. Lahko bi izbrali kogarkoli, izbrali smo njo, ker jo pač osebno poznamo, samo zaradi tega predvsem. Hkrati pa ni to zgolj 10%, ampak iskreno lahko rečem, ko pokrijemo stroške, vse, kar nam ostane, gre dejansko njej, ker to je nekako... Da ne bomo zdaj tukaj delali sam reklame, pa da ne bo tako zgleda, kakor da reklamiramo samo ta tvoj dogodek, oziroma vaš. Jaz podpiram vse take dogodke, kjer je pač res ta pozitivna energija in kjer so ljudje, ki želijo res nekaj dobrega, ne. Dajva zdaj, ker greva h koncu, če bi mogel zdajle nekaj povedati ljudem, nekaj, kar jim bo polepšalo življenje, nekaj, da dobi eno tisto češnjo na torto, kaj bi jim rekel, kaj bi jim svetoval? Stavek 2. Mislim, definitivno v duhu tvoje oddaje bi rekel, da prijaznost meni se je vedno izplačala. Tudi če je momentalno izgledalo, da mogoče moja prijaznost mi je drago stala, nekje na drugi strani se mi je to vrnilo nazaj. In dejansko tudi v poslu se trudim ves čas dati prijaznost na različne načine. Ko dobim račun, ga plačam takoj. Ker na drugi strani je spet en podjetnik kot jaz. In kar si rečem, ko plačam, rečem, bo pa nekdo drugi meni hitreje plačal. In res, jaz v 15 letih sem imel 3 ljudi, ki so zamudili zgolj rok plačila, 2-krat čist nehote, en je pa sam prosil, a lahko en teden kasneje. In dejansko ves čas dodajam to prijaznost na različne načine. Rok, hvala lepa, ker si bil moj gost. Vam, dragi gledalci, pa želim, da ste prijazni in skozi tole oddajo smo prišli tudi do tega, ne samo, da je lepo biti prijazen, ampak da se prijaznost tudi izplača.